Ja, uvodoma bi želela poudariti, da specifično onkološko zdravljenje vseh bolnikov zagotavljamo nemoteno naprej na Onkološkem inštitutu in vsi ti dodatni ukrepi, ki smo jih sprejeli in jih še sprejemamo v tem trenutku, do drugačne odločitve ne vplivajo na obravnavo onkološke bolezni. Glede prenaročanja kontrolnih pregledov, pa smo v tem tednu pričeli s prenaročanjem naših bolnikov, ki prihajajo na redne kontrole po zaključenem zdravljenju, vključno s preiskavami. Vsi tisti, ki so bili že naročeni v mesecu marcu in aprilu, se pravi vsi tisti iz marca in aprila, bodo prejeli pisno obvestilo z novim datumom, z novim terminom kontrolnega pregleda. Glede prekinitve mamografskega slikanja žensk v programu Dora se začasno prekine vsa slikanja v tem programu, in sicer od ponedeljka 16. marca dalje v vseh 21 stacionarnih in mobilnih centrih presejalnega programa. To pomeni, da pa tudi že naročene ženske bodo iz registra klicnega centra Dora v prihodnjih dneh po telefonu ali pa pisno obveščene o odpovedi termina. Ko bo slikanje ponovno vzpostavljeno, pa bodo prejele nov termin za slikanje. Vse ženske, ki pa bodo do 16.3. opravile slikanje, pa bodo morebitne napotitve na dodatne preiskave in zdravljenja potekala kot do sedaj, tako na Onkološkem inštitutu, kot tudi v UKC Maribor. Naši ukrepi grejo v tem smislu, kot ste slišali, da vsem bolnikom zagotovimo ustrezno specifično onkološko zdravljenje. In zato skušamo si res prizadevati, da ne bi tega virusa spustili na Onkološki inštitut, čeprav bo to zelo težko doseči ali pa želimo čim kasneje. V tem smislu pravzaprav delamo vse ukrepe, da bi to preprečili. Zato smo pravzaprav bolj restriktivni, kot je pa pravzaprav so navodila Ministrstva za zdravje ali pa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, čeprav te dve inštituciji dejansko dajo zelo koristne priporočila in bi tudi mi apelirali, da prebivalstvo Slovenije ta priporočila upošteva. Zdaj, kje smo mi bolj restriktivni? Ko veste, mi nismo vstopna točka v smislu testiranja, zato pozivamo vse bolnike, ki imajo kakršnikoli respiratorni infekt, da ostanejo doma, če ni nujno. Če so bili v kontaktu ali da so drugače rizični v tujini in tako naprej, naj takoj pokličejo svojega osebnega izbranega zdravnika, ki jih bo napotil naprej, ali je potrebno testiranje ali ne. Tisti bolniki, ki imajo pa resno respiratorno okužbo in ocenjuje osebni zdravnik, da bi moral se zdraviti na Onkološkem inštitutu zaradi drugega vzroka respiratornega infekta, za tiste pa prosimo, da jih vseeno prej testirajo. Če takšen bo prišel na Onkološki inštitut, ga bomo sprejeli samo, kadar bo res vitalno ogrožen, a ne takega ne. Tako da to je izjemnega pomena. Sicer pa velja, da tudi osebje, zaposlene, ki jih imamo, skušamo čim bolj racionalizirati, ker vemo, da bo lahko situacija, ko bojo zdesetkani, zato marsikdo vzame dopust, da bo lahko takrat delal pri nas, ko bo bolj potreben. Skušamo se čim bolj racionalno in čim bolj razumno obnašati in pa glede na to, da so naši bolniki imunoinsuficientni, kaj to pomeni, da imajo slabši imunski odziv, že zaradi onkološke bolezni, pa tudi seveda zaradi zdravljenja, smo zaradi tega moramo biti še bolj previdni kot ostali. Ampak gre vse za zaščito naših bolnikov in seveda tudi za zaposlenih.